Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Žarek upanja je naslov današnje oddaje. Žarek upanja bi si želel vsakdo od nas, pa vendarle o tem žarku upanja, o katerem bo govora danes, ni ravno za vse. Je pa zagotovo za mnogo ljudi, za mnogo Slovencev. Namreč Žarek upanja je društvo, ki se ukvarja z alkoholizmom oziroma z alkoholiki, zdravljenimi alkoholiki in podobno, tudi z otroci alkoholikov. In za te je morda ravno to upanje velika stvar. In z nami v studiu je Nataša Sorko, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, predsednica društva Žarek upanja, o katerem sem že govorila. Poleg tega pa še strokovni vodja dveh programov, vzgoja in izkustveno učenje in korak v pravo smer. Pozdravljeni, Nataša. Lep pozdrav. Zelo lepo je tole Žarek upanja in če nekako računamo, kaj ni okoli 200 tisoč alkoholikov v Sloveniji, je to pravzaprav strahoten podatek, če računamo, da imajo vsi ti ljudje tudi družino, tudi svojce. To je prav gotovo zelo alarmanten podatek, pravzaprav tudi zaradi tega, ker gre to za neko oceno, ki je bila narejena že pred leti. Danes je pa lahko morda situacija tudi drugačna. In res je tudi to, kar ste rekla, da 20 tisoč oseb, to je približno 10% slovenske populacije, ima težave z alkoholom, resne težave z alkoholom. Hkrati pa je zelo znano tudi teorije, raziskave in vse ostalo govorijo o tem, da je odvisnost zadeva družine in ne samo posameznika. In k tem 200 tisočim bi prav gotovo lahko prišteli oziroma številko pomnožili krat 2, morda tudi več, neodvisno koliko članov ima pač posamezna družina. Poglejte, zanimivo je, da pravzaprav alkoholizem, en alkoholik dejansko sproži problem v celotni družini, ne? In ali se vi ukvarjate samo z alkoholiki, samo z alkoholizmom ali pravzaprav tudi s celotno družino? Glede na to, da je alkoholizem problem celotne družine, se mi že pravzaprav od samega začetka, kot ste povedala, 10 let ukvarjamo s celotno družino. Najprej seveda z tisto osebo, ki ima težave, ali je to pač moška ali ženska oseba, skratka mož ali žena. V nadaljevanju pa tudi v programe vključujemo tudi otroke, njim primerno seveda. Medtem ko so odrasli vključeni v terapevtski program, ki je vključen tudi v javno mrežo socialno-varstvenih programov in je verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije in se imenuje vzgoja in izkustveno učenje. Hkrati izvajamo še poseben program za otroke iz teh družin in poskušamo nekako jim pričarati neko drugačno, varno socialno okolje, v katerem lahko pridobivajo tiste pomembne izkušnje z odraslimi osebami, ki jih v svoji primarni družini zaradi alkoholizma pač niso mogli oziroma niso imeli niti pogojev, da bi jih pridobili. Poglejte, začeli ste dejansko z eno skupino in zdaj pa, kolikor vem, pravzaprav imate tega kar veliko. Ja, mi smo leta 2001 ustanovili seveda prvo skupino in tako se je naše delo začelo. Jaz moram osebno reči, da takrat verjetno iskreno povedano niti nisem prav se zavedala, na kakšno pot se podajam, kako pomembna oseba je lahko tista, ki vodi takšen program za toliko ljudi. In sem se bolj, bi rekla, z lastno voljo, željo pomagati drugim, podala na to pot, tudi strokovno oporo pa podporo priznanih strokovnjakov na tem področju takrat, ampak kljub vsemu leta 2001, tako kot ste rekla, smo začeli s prvimi našimi, kot mi rečemo, uporabniki. Bila je trnova pot, ker pretežno so od začetka prihajali k nam tisti, ki so imeli težave v družini, ko je žena začela groziti naprimer z ločitvijo ali kaj podobnega in so prišli, so bili, ne vem, en teden so prišli, drug teden jih več ni bilo, tako da je bila fluktuacija v začetnem obdobju naših članov zelo visoka.
In tudi zgodilo se je, ne vem, prvo leto, da nas je en teden sedelo 10, drug teden smo sedeli 4 in tako. Ampak to so bile te porodne težave. Danes imamo 7 skupin, ki pač potekajo od ponedeljka do četrtka. Vmes izvajamo tudi individualne obravnave teh oseb, ker v družini, kjer je prisoten alkoholizem, ni problem samo alkohol, ampak so tudi odnosi, komunikacija, v bistvu tudi socialno okolje je šibko, tako da je zelo veliko področjih, na katerih je potrebno delati, spreminjati vzorce, da lahko družina potem normalno živi in funkcionira kot si tisti, ki takih težav niso imeli, v bistvu niti ne predstavljajo, s kakšnimi stvarmi se mi lahko tudi ukvarjamo, ne. Poglejte, ali bi lahko rekli, da je alkoholizem žensk drugačen kot moških? Namreč nekako takole, človek bi rekel, moški posegajo po alkoholu, saj vemo, pa ga gre pa zvrniti takrat, ko je jezen ali slabe volje ali kaj podobnega, medtem ko ženske mogoče utapljamo žalost. Se to potem razlikuje? Prav gotovo, da se ženski pa moški alkoholizem razlikujeta v kar nekaj točkah, bi lahko rekli. Moški v bistvu dosti več časa porabijo za to, da se z alkoholom oskrbijo in ga tudi popijejo, zato so oni pogosto bolj gostje kakšnih lokalov in tam med prijatelji popivajo. Nekateri tudi sicer bolj doma, ampak odvisno seveda od primera do primera, medtem ko pa ženske ob vseh nalogah, ki jih imajo v življenju, tudi skrb za družino, vzgoja in podobno, nimajo toliko časa za svojo omamo, zaradi tega praviloma pijejo močnejše pijače, likerje, lahko tudi nekatere viski, vodko, kakor si pač katera izbere. Hkrati pa ženske kombinirajo uživanje alkohola tudi z zdravili, kar je še posebej nevarno zaradi tega, ker potem nastopi, ko pridejo resne težave, dvojna odvisnost, prva od alkohola, potem še od tablet. Je to povezano z depresijo, slabim počutjem, da te tablete jemljejo? Tudi mnoge, v bistvu seveda, alkoholizem lahko povzroča tudi depresijo in mnoge ženske tudi najprej začnejo za kakšno psihiatrično terapijo zaradi pač depresije in potem nadaljujejo še z alkoholom. Težava pa nastane, ker kombinacija zdravil, ki zdravijo depresijo, torej antidepresivi, v kombinaciji z alkoholom dosegajo nasprotne učinke, kot bi jih sicer, in potem je potrebno še več alkohola zaužiti, da se telo pomiri in začaran krog je hitro sklenjen. Ja. Mogoče bi še eno stvar izpostavila pri razliki med ženskim in moškim alkoholizmom. Vidi se, da je vloga žensk v življenju pa v družbi čisto drugačna od moških in da kadar gre za moški alkoholizem, je ženska z vso svojo osebnostjo in časom in bi rekla viri pripravljena pomagati svojemu partnerju, medtem ko kadar gre pa za ženski alkoholizem, pa pogosto nastane težava tudi pri podpori partnerja, ker dostikrat je razumljeno to, da je problem žene in da naj ga tudi sama reši in so redki primeri, da bi moški oziroma mož, partner tako zavzeto in res tisto pozitivno in da bi tudi ženo spremljal na vseh tistih aktivnostih, ki jih program zajema, tudi sodeloval, kar pa je bistveno slabše za žensko, ker nima opore v družini tako močne, kot jo ima pač v primeru, da je mož odvisen. Ta opora bližnjih je pa pri obravnavi alkoholizma oziroma kakršnekoli odvisnosti zelo pomembna, ker odvisnost ni stvar, ki bi jo lahko rešili čez noč, je stvar, ki se rešuje potem praktično celo življenje in je ta opora najbližjih izjemnega pomena. In vaši programi, recimo, kako delujejo? So dostopni, so brezplačni, to vem. Dostopni so, ker pač lahko telefoniraš in se prijaviš in se dogovoriš. Kaj pa recimo še vse ostalo? Kako dejansko tu ljudi obravnavate? Namreč, ali se ljudje bojijo priti, ali se bojijo izpostaviti, pravzaprav kako to izgleda, predno pridajo?
Ja, v bistvu je v Sloveniji še vedno zelo prisotna alkoholizem kot neka tabu tema. In ljudje zelo stežka včasih pridejo oziroma je prisotna ta, lahko rečemo, stigma oziroma da ljudje mislijo, da so s tem na nek način označeni, etiketirani in pogosto vprašajo, a moramo prinesti sabo napotnico, zdravstveno izkaznico, a bomo kje napisani, a bo to zapisano v kakšni kartoteki. Pri nas ni potrebno napotnice, ni potrebno zdravstvene izkaznice, kot ste povedali, programi so brezplačni in so financirani iz javnih sredstev, različnih javnih sredstev. Naše programe podpira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in Ministrstvo za zdravje, tudi lokalna skupnost, občina Ljubljana, Litija. In zaradi tega oni v bistvu omogočijo, da je za naše uporabnike potem program povsem brezplačen. Seveda, tako kot je bilo povedano, lahko se najavijo po telefonu, nekaj informacij je dostopnih tudi na naši spletni strani, tudi telefoni, naslov in se dogovorijo za prvi obisk. K nam prihajajo različno. Eni so tisti, ki še nikjer niso bili na nobeni obravnavi in je pač obravnava, v katero se vključijo pri nas prva. Eni že končajo naprimer ambulantno obliko zdravljenja odvisnosti ali pa bolnišnično in seveda je potem pri nas v programu obravnava teh oseb različna. Tisti, ki nikjer niso bili še v nobeni obravnavi, mi najprej vključimo v individualno in potem v to začetno skupino jim mi rečemo in kasneje nadaljujejo v nadaljevalni. Namreč v zadnjih 40 letih vsi zelo dobro poznajo dr. Rugla, ki je začel z modelom obravnave alkoholikov, da je skupina tista, v kateri se najlažje oziroma najbolj uspešno tudi alkoholizem na nek način, ne morava reči pozdravi, ampak obvladuje. In zaradi tega tudi naši programi potekajo v bistvu pretežno v skupini. Tisti, ki so končali kakršnokoli obliko zdravljenja že obravnave v okviru zdravstvenega sistema, naprimer ambulantno ali pa bolnišnično, jih pa vključimo v nadaljevalno terapevtsko skupino. Naše skupine so vse terapevtske, vodih terapevtov. Poglejte, Nataša, spomnim se, da sem slišala, nekje zasledila leto, dve, ne vem koliko nazaj, da ste opravili neko anketo alkoholizem med mladostniki. In navsezadnje slišimo sem in tja pravzaprav grozljive podatke, vsak tretji, vsak četrti pri 15 letih se že upija. Ne vem, mogoče je to napačno, govorim zelo na pamet. Ali mladostniki recimo, kaj bi vi rekli? Mi smo resnično v šolskem letu 2009-2010 smo anketirali osnovnošolce, eno leto kasneje tudi srednješolce in podatki so resnično alarmantni. V bistvu smo nekako, če bi povzela, ugotovili, da je med slovenskimi mladostniki manj tistih, ki še niso uživali alkohola, kot je pred nekaj leti ugotovila neka raziskava, ki je bila narejena na v bistvu odrasli populaciji in je tista raziskava zabeležila večji odstotek vseživljenjskih abstinentov kot ta naša pri mladostnikih. Govorimo o številki, ki je manjša od 10% anketiranih. Hkrati smo nekako ugotovili, da 10% slovenskih otrok se z alkoholom sreča že pred vstopom v osnovno šolo, kar je tudi izjemno takšen pomemben in zaskrbljujoč podatek, glede na to, da ko smo spraševali osnovnošolce, smo prišli do ugotovitve, da mlajši dostopajo oziroma imajo prvi stik z alkoholom doma. Tudi na vprašalnik so otroci napisali, da jim ga ponudijo starši, stari starši doma ob kosilu. In v bistvu nekako se mi zdi, da odrasli so pogosto premalo ozaveščeni glede tega, da je vsako pitje
alkohola pri otrocih mlajših od 15 let lahko zelo škodljivo in ima lahko zelo dolgoročne posledice. Saj je neka raziskava, ki so jo naredili, pokazala, da vsak otrok, ki uživa alkohol pred 15 letom, je 4-krat večja verjetnost, da bo imel težave z alkoholom v dobi odraščanja, tako bo odrastel. To so bili eni takšni podatki, pa videlo se je iz rezultatov, da potem nekoliko starejši otroci in mladostniki se z alkoholom oskrbijo med prijatelji, kar je seveda tudi pogojeno z razvojnimi teorijami in se s tem povsem ujema, ker je takrat potem vrstniška skupina zelo pomembna, tam se mladostnik uveljavlja, tam želi biti pomemben, se želi zliti to skupino. Tako da to je tudi eden izmed takih pomembnih podatkov in eden, na katerega smo mi želeli bolj konkretno opozoriti, pa je, da v bistvu otroci in mladostniki mlajši od 18 let, ne morem reči, da sploh nimajo, ampak pretežno nimajo težav pri nakupu alkohola v trgovini, na benzinskem. Čeprav bi ga morali imeti, ne? Ja, čeprav bi ga po zakonu morali imeti resnega, a ne? Skratka, v trgovini in na benzinskem servisu, v lokalih je pa še nekoliko slabše, a ne? Se pravi, dejansko mladoletnim osebam se streže in prodaja alkohol. Ja, mi smo ugotovili, skratka, otroci so odgovorili, da v 70% težav pri nakupu alkohola pač nimajo, nekateri jih seveda imajo, ta slaba tretjina oziroma 30%. Ja, kaj pa recimo prikrivanje alkoholizma? Vemo, da navsezadnje k vam pride pravzaprav samo peščica ljudi pri vsej tisti strahotni številki, če imate 7 skupin, recimo mogoče je to v idealnem primeru 100 ljudi. Ja. In kako pravzaprav ljudje doživljajo ta svoj alkoholizem? Ali ta občutek, saj danes pijem, danes mi je težko, jutri bom pa nehal? Ja. Gre morda za neko nezavedanje resnosti zasvojenosti? Prav gotovo gre že zaradi tega, ker je Slovenija poznana kot neka mokra kultura, za kar jo je v bistvu prepoznala tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Pri nas v Sloveniji je pitje alkohola zelo sprejemljivo, a ne, bi lahko rekli, da je bolj čudno pa nesprejemljivo to, da nekdo reče, da pač alkohola ne uživa oziroma da ga ne bi pil v enem določenem trenutku, tako da je seveda to povezano tudi s tem, da se dostikrat ljudje si delajo utvare, da da danes pač pijejo, jutri ne bo in je vse v najlepšem redu. Dostikrat, glede na dinamiko odvisne družine, a ne, se pa zgodi tudi to, da so tudi svojci zelo zadovoljni, ko ena oseba, naprimer, par dni ne uživa alkohola, pa je seveda drugačna in potem se seveda situacija spet zavrti, začaran krog. Težava pa najpogosteje nastane takrat, kadar nastopijo kakšne resne težave z zdravjem ali pa naprimer s kakšnimi uradnimi inštitucijami, kot je, ne vem, policija, recimo na cesti težave z vozniškim dovoljenjem ali pa, ne vem, najhujše pa je, ko v družini, naprimer z mladoletnimi otroci, prihaja do nasilja, fizičnega, psihičnega. Takrat so pa situacije nekako še dosti hujše, potem mora seveda stopiti v ospredje tudi Center za socialno delo in druge inštitucije. No, omenjava večkrat že tudi otroke. Imate tudi program za otroke? Ja, imamo v bistvu program za otroke. Mi smo vsa leta na nek način delali z otroci. Res je, da morda prvih 5-6 let manj intenzivno, ampak kljub vsemu smo jih vključevali v tiste neterapevtske aktivnosti in so bili nekako zraven. Tako da smo v bistvu nekako tudi prišli do določenih zaključkov, kako ti otroci tudi rabijo pomoč, ker so nekako izgubljeni. Namreč, ko je težava z odvisnostjo v družini, prihaja do tega, da drugi družinski člani prevzamejo določene naloge in med njimi so tudi otroci, kar pomeni, da otroci v času alkoholizma
prevzamejo določene naloge, ali je to skrb za svoje mlajše sestrice, bratce, ali je to kaj drugega, in je potrebno tudi njih nekako peljati skozi nek program, ki je pač prilagojen njim, program, ki je zasnovan na igri, na socialnih veščinah, na učenju teh socialnih veščin, na krepitvi nekih kreativnih dejavnosti, tudi na športnih, tako da v bistvu otroci pridobivajo, kot sem že prej rekla, te pozitivne izkušnje, da vidijo, da so sprejeti, da je lahko vzdušje v eni skupini, ki lahko na nek način predstavlja to nadomestno družino, sproščeno, varno, da lahko tudi kaj povejo, naredijo. Tako da jaz moram reči, da so to otroci, ki so strašno disciplinirani, pridni, in ni sploh težava v bistvu peljati, 20 do 30 takšnih otrok na daljše bivanje brez njihovih staršev, in jaz mislim, da bi se marsikateri odrasel lahko o redu od njih karkoli naučil, ker to pomeni to, da je potrebno skrbeti tam zase, tudi za pospravljanje, za posteljo, za krožnike, za skrb tudi za druge. Treba je vedeti, da če se ena stvar takrat začne, v bistvu nikoli ni potrebno dajati navodila večkrat, ampak zadostuje že enkrat. In ko v bistvu odhajamo iz teh taborov oziroma teh daljših bivanj, smo ponavadi malo utrujeni, ampak v bistvu šele takrat ugotovimo, kako v bistvu nobenih težav s temi otroci z tega čisto disciplinskega vidika nismo imeli, ker namreč ena izmed stvari, ki se jo mora družina in vsak posameznik naučiti v tem procesu psihosocialne obravnave odvisnosti, je red in disciplina, ki jo pač oseba, ki je odvisna, nima. In s tem, ko se to učijo starši, se tega zelo naučijo tudi otroci. Ali lahko rečemo, da pravzaprav največ od tega dejansko odnesejo otroci, namreč alkoholizem ali kakršnakoli odvisnost v družini vedno pušča globoke posledice v naslednji generaciji, čeprav ti otroci niso več odvisniki, recimo. Če govorijo o alkoholizmu, ni nujno, da so alkoholiki, ampak vendar nosijo to s seboj. Ali ravno to delovanje v skupini, te socialne veščine, ki se jih učite, ta občutek varnosti, neke vrste podpora, ali to na dolgi rok tem otrokom zelo, zelo pomaga? Ja, zdaj mi zelo težko govorimo, koliko bo tem našim otrokom pomagalo. Jaz upam, da jim bo, saj kot se zdaj pač prvi rezultati kažejo, sigurno jim bo, ker ravno gre pri alkoholizmu oziroma tudi pri drugih takšnih podobnih težavah, ki nastanejo v družini, gre za to, da je potrebno to izkušnjo na nek način predelati. In ti otroci jo bojo sigurno lahko čez ta naš program in hkrati s tem, ker njihovi starši tudi redno oziroma so redno vključeni v terapevtske aktivnosti, nekako bojo lahko te izkušnje predelali in tudi družina pač drugače funkcionira in ti odvisniški vzorci v družini izzvenijo in seveda se vzpostavljajo ta pravi zdravi odnosi, izkušnje, vedenje, iz česar se otroci učijo, in prav gotovo bodo ti otroci na dosti boljšem kot tisti, ki čez takšen program ne bodo šli. Še nekaj je recimo problem verjetno, namreč alkoholiki prikrivajo, vsega samo včasih kozarček ali pa samo, kadar sem slabe volje ali pa enega pred večerjo recimo. Kaj je s tem prikrivanjem alkoholizma? In kako recimo človek zleze ven? Prikrivanje je prav gotovo eden izmed, oziroma to pomanjševanje, saj sem spil samo en kozarček ali pa saj sploh nisem ali kaj podobnega, zanikanje. To so tipični obrambni mehanizmi, ki jih pač alkoholiki imajo, zato da lahko preživijo. In v bistvu se tega poslužujejo, dokler se lahko. Zaradi tega je potrebno to iz našega vidika, to soočenje cele družine, da tudi svojci oziroma partnerka povesta, da
kakšen je pa njegov ali njen pogled na celotno situacijo in potem se nekako dogovorimo. Pri nas v programu nismo še tega pač povedali, je vstopnica samo ena, ne, da se mora oseba, ki se vključuje v program, se mora odločiti za pač abstinenco, ne piti alkohola, kar pomeni tudi ne piti, ne vem, kakšno brezalkoholno pivo ali kaj podobnega. In če se s tem strinja, potem se lahko v naš program vključi. To je edini pogoj, ker to je tudi pogoj, da se sledi lahko ostalim ciljem programa, ki jih imamo, ne, da se pač oseba začne osebnostno spreminjati, se naučiti nekih novih vzorcev in potem nekako se uspešno vključiti v to socialno okolje. In to prikrivanje je ravno tudi odraz tega odziva iz socialnega okolja, ker namreč oseba, ki ima težave z alkoholom, pa se odloči za spremembo, ali rečeva zdravljenje, ali to našo psihosocialno obravnavo, to pomeni, da ta oseba zelo težko funkcionira v družbi starih prijateljev in da se osebam, ki se odločijo za spremembo življenja v tem pogledu, ponavadi tudi povsem spremeni njihova socialna mreža, si morajo pridobiti neke nove prijatelje, ker v krogu starih zelo težko funkcionira. Ker tistih za šankom ne moreš ti piti recimo malinovca, vsi ostali pa pivo. Ja. Mogoče enega še lahko, potem pa že težko, ker v bistvu oseba, ki je zaužila alkohol, tudi nekako drugače razmišlja kot nekdo, ki ga ni, in ki ima nekako drugačen pogled na svet in potem. Nataša, hvala lepa za tale vaš prispevek. Hvala lepa tudi v imenu vseh tistih, ki pri vas najdejo in poiščejo pomoč. Spoštovane gospe in gospodje, žarek upanja za vse, ki ste morda ob tem najinem pogovoru vendarle prepoznali, da bi bilo potrebno, da ali poiščete pomoč, ali pa, da bi si priznali, da kdo od vaših svojcev ni več tak, kot je bil včasih, ker pač morda pregloboko pogleda v kozarec. Mogoče naj povem še telefon, tudi na spletni strani najdete več podatkov, kamor se lahko ali recimo prijavite, pokličete za informacije 01 89 77 023. Hvala lepa, nasvidenje. Hvala.